Doktor Jontes, izvolite. Pozdravljeni, najlepša hvala za povabilo. Mogoče za začetek bi se zahvalil moji predhodnici za izjemno zanimivo predavanje. In zdaj boste sploh v zadnjem delu, a ne, kar se tiče branja, lahko rečem, da se sicer iz druge perspektive in po drugi poti, a ne iz perspektive založniškega trga, ampak praktično vse ugotovitve se potrjujejo, tudi če pogledamo iz druge plati, a ne. Skratka, vse, kar je moja predhodnica skozi raziskovanje značilnosti premikov na trgu ugotovila, lahko podobne stvari, zelo podobne stvari ugotavljamo tudi, ko raziskujemo pač medijske prakse mladih. Kot rečeno, v prvem delu tega predavanja bom predstavil nekatere ključne rezultate projekta Mediji mladih, skrajšano rečeno. Se mi zdi pomembno, na koncu se bom osredotočil na branje, ampak se mi zdi pomemben ta širši kontekst, celotne medijske rabe in potem umestiti branje v to, ker večina drugih predavanj se zelo fokusira na branje in se mi zdi, da je pomembno, da lahko skozi predstavitev teh rezultatov damo malo širše rezultate, ker je potem lažje razumeti, zakaj se prakse branja toliko spreminjajo. Preden pridem na same rezultate projekta, pa bi se vseeno ene teme dotaknil, ki je skozi posredno prisotna pri razpravi pač o novem medijskem okolju, predvsem o družbenih medijih. In to je pač vprašanje zasvojenosti, vprašanje epidemije, mentalnih obolenj in tako dalje, Pač tu obstajajo v žurnalističnem diskurzu, pa tudi nekateri resni avtorji, precej, recimo Haidt v zadnji knjigi, vlečejo precej vzročno-posledične povezave, med porastom rabe družbenih medijev in pa, vsaj v Ameriki, in tudi nekje drugod zaznano v zahodnem svetu, pač epidemija oziroma nagel porast nekaterih pač mentalnih bolezni, In tukaj bi rad samo rekel, da zadeve niso tako zelo preproste, Obstaja po mojem kar en znanstveni konsenz, da vsaj vzročno-posledične povezave, med rabo družbenih omrežij in porastom, pač določenih pač mentalnih bolezni pač ni, Študije, večnacionalne študije tega ne potrjujejo, in obstaja res zelo obširna literatura, ki govori o tem, da nekih takih zelo jasnih dokazov ni. Povezave seveda so, ampak niso tako preproste, niso vzročno-posledične, hkrati pa seveda to ne pomeni, da raba družbenih omrežij pa sploh, da ni zelo pogosto pretirana, da nima zelo resnih posledic za, nenazadnje tudi za branje, za učenje, da je zelo pomembno pač vprašanje regulacije, kako regulirati in same platforme in same prakse. To so zelo pomembna vprašanja, Hočem samo reči, da je v novinarskem diskurzu, pa tudi v nekaterih delih znanstvenega sveta zelo pogosto tako preprosto enačenje pač rabe družbenih medijev in mentalnih bolezni, ki je po mojem pač preveč preprosta. In še ena stvar, preden pridem pač na naše rezultate, tudi nenazadnje tudi zato, ker se pač ujema in da se umestijo v mednarodni kontekst, ena značilnost poleg pač te vse prisotnosti medijev v vsakdanu, otrok, mladostnikov, od jutra do večera,
predvsem digitalnih, a ne, je, ko govorimo o najbolj priljubljenih platformah, družbenih omrežjih, so zadnja leta, lahko rečemo zdaj, a ne, če pogledate to letnice, to je, raziskava Pew Research Centra, ena največjih v ZDA. V zadnjih skoraj 10 letih, a ne, so med prvimi 3, 4 omrežji ali pa platformami takšna omrežja, ki se skoraj izključno osredotočajo na vizualno vsebino. Skratka, imamo prevlado vizualnih, kar se tiče rabe, a ne, vizualnih platform, medijev, kot so YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram, a ne, za Instagram, za TikTok, za vse te platforme je značilno, da so besedila, če so sploh prisotna, ne, izjemno kratka, skratka, v zadnjih letih, a ne, imamo, skoraj absolutno prevlado, zvočnih in pa, vizualnih platform, kar ima spet, a ne, pomembne implikacije, in kot boste videli, tudi naša raziskava, te trende, precej potrjuje. Zdaj pa najprej nekaj na kratko o samem projektu, Mediji mladih. To je bil temeljni projekt v okviru, Nacionalne agencije za, raziskovanje, kjer smo pač uporabili koncept, medijskih repertoarjev. V današnjem medijskem okolju, ne moremo več proučevati občinstvo samo skozi en medij. Recimo samo, raziskovanje gledanosti televizije ali pa poslušanosti radia ali pa branosti časopisov nam danes ne pove, praktično ničesar več, a ne, ker je medijska raba tako prepletena, da je treba pač obrniti pozornost iz, proučevanja posameznega medija na proučevanje pač uporabnikov in, medijski repertoar, a ne, koncept medijskih repertoarjev govori o prepletu, medijske rabe pač pri, posamezniku, posameznici, ne, in implikacijah, ki jih ima ta preplet, ne, pač ker, raba nekaterih stvari pač izključuje, drugo rabo, pomembno je, medijski repertoarji niso preprosto seštevek pač medijev, ki jih, recimo uporabljamo, ne, ampak pomembna je tudi povezanost med njimi, kontekst njihove rabe. Recimo, ko proučujemo, ko delamo medijske dnevnike, študenti, medijski dnevniki so ena od metod, a ne, za proučevanje medijskih repertoarjev. Nas zelo, zanima recimo, kdaj, s kom, uporabljajo nekatere medije, ali je to, v kateri sobi, v kakšnem okolju. Skratka, vse to so, za današnjo medijsko rabo zelo pomembne zadeve. Pri projektu nas je zanimala integriranost medijskih tehnologij v vsakdanje življenje, a ne, vprašanje pač ekonomije pozornosti, raba medijev v okolju družine, v šoli, med vrstniki, ker vsako teh okolij, a ne, ima neke svoje značilnosti. Skratka, kot rečeno, že koncept medijskih repertoarjev izhaja pač iz, a ne, posameznika, posameznice, pri projektu smo se osredotočili na osnovno šolo, na zadnje 3 leta osnovne šole in pa na srednjo šolo. Vzorec je bil raznolik po regijah, in tudi po šolskih programih, od, gimnazijskih do strokovnih, a ne, pri srednjih. Zanimalo nas je vprašanje pač tudi družinske rabe in vprašanje tehnokulture v družini, tudi kompetence staršev, regulacije v družini, kakšna so pravila, ne, zakaj, kdaj se smejo uporabljati. Vprašanje seveda pač preferenc medijskih, vprašanje spretnosti in tudi percepcija, ne, percepcija otrok, kako oni percipirajo tehnološko spretnost tako učiteljev kot recimo svojih staršev, izkušnje s tehnologijami med vrstniki, regulacije v šolah, in tako dalje, ne. Specifika raziskave je bila v tem, da so te fokusne skupine, terenski del je potekal v zadnji fazi, pandemije oziroma pač takoj po njej,
ko so še nekatere omejitve veljale oziroma takoj po zaključku. Zaradi tega smo izvajali pač fokusne skupine online prek Zooma v parih oziroma treh, štirih v skupinah, v manjših skupinah, seveda pač ob vseh potrebnih soglasjih. Leta 2021 smo izvedli 27 skupinskih intervjujev, vključenih je bilo 7 osnovnih šol in 8 srednjih šol. Skozi te skupinske intervjuje, ki so trajali tudi po 2, najdaljši 2,5 uri, pridobimo res poglobljen pogled, v rabe, v njihove premisleke, v njihov pač odnos do medijev. Tu se res razgovorijo, sploh v manjših skupinah, vidite pač strukturo po spolu, vzorec pač je relativno majhen, vendar že pri tem majhnem vzorcu, že pri 67 intervjujencih, relativno hitro ugotovimo, da se stvari začnejo ponavljati, da so podobni odgovori, skratka, ko pridemo do te faze zasičenosti, da ni veliko variacij, v teh odgovorih, potem je to znak, da je ta vzorec zadosten. Seveda smo pa potem leto kasneje izvedli še pač anketo, kjer je bilo precej več sodelujočih, 2300 iz osnovnih šol in 1120 iz srednjih. Anketa nam da precej širše podatke, vendar pa so ti precej bolj omejeni, oziroma bolj shematični kot v primeru poglobljenih pogovorov. Skušali smo ravno zaradi te omejitve pandemije, smo še eno pač metodološko inovacijo smo še skušali uvesti in smo pač zaprosili te, ki so sodelovali, da narišejo skice pač svojih osebnih medijskih preferenc, pri čemer smo jim dali dosti natančna navodila, recimo ena so bili mediji, ki jih uporabljajo za prosti čas, potem za informiranje, za učenje in tako dalje. Dobili so dosti natančna navodila in dovolj časa, da so pač shematsko te svoje preference na ta način ponazorili in so nam potem poslali fotografije, potem smo pa te skice pač kodirali oziroma pretvorili v kvantitativne podatke in iz njih skušali oblikovati neke skupine pač uporabnikov in uporabnic. Na ta način dobimo precej drugačne rezultate, kot če bi podobno vprašali z anketo. Najprej mogoče na hitro neki sumarni rezultati medijskih preferenc mladih. Najpomembnejše mediji naprave, tu smo namerno mešali medije in samo napravo, sploh pri pač osnovnošolcih je ta odprtost dosti pomembna. Kot vidite, najbolj priljubljeni, če vzamemo ven recimo telefon in računalnik kot napravi, so spet zelo podobno kot v raziskavi Pew Research Center, Snapchat, Instagram, YouTube, TikTok, skratka, na prvih 4 mestih so izključno vizualne platforme, tudi za druženje Snapchat, Instagram, potem še pač Viber in SMS kot komunikacijski orodji, pa Discord, ki se pojavi pač med epidemijo in potem ostane. Danes bi rezultati za Discord verjetno bili malenkost drugačni, ali pa vsaj pri generaciji, ki je prišla pač po epidemiji. Seveda je pa podobno, ker je to splošno, pač, ker so te medijske preference, jih toliko zaznamujejo, da potem na nek način veljajo za vsa področja, tudi pri informiranju, ko jih sprašujemo, kje se pa informirate, je recimo Instagram glavna platforma, tudi potem Google, pri čemer si pod Google, ko napišejo Google, si predstavljajo tiste novice, ki jih dobijo na telefonu, kot
kot neke reminderje oziroma opomnike, a ne, ki pridejo pač prek Googla, to so pač vsi izpostavljali, potem Snapchat, a ne, kot vidite, tudi YouTube. Skratka, viri informiranja se skoraj v celoti prestavijo na družbena omrežja in na platforme, ki niso primarno namenjene informiranju, a ne. Skratka, ne samo tudi srednješolci, a ne samo, da ne berejo časopisov, ne, ali gledajo pač televizije. V dogodkih recimo doma in po svetu se zelo pomemben vir je pač ustno izročilo oziroma so starši, a ne. V pogovorih so poročali, da se pač v ključnih dogodkih se seznanijo, jih obvestijo starši, stari starši. Ampak sami, a ne, tudi spletnih strani recimo pač medijev ne obiskujejo, ne. Zelo pogosto, to sicer vidite, ne, da ima 24ur.com je na zadnjem mestu od teh ima 8%. Skratka, ta premik pri virih, če se zdaj za malenkost, a ne, še ostavim pri informiranju, premik pri virih informiranja je res radikalen, a ne, in se odmakne od vseh klasičnih poglobljenih pač virov informiranja, tudi od spletnih strani medijev. Tuje spletne strani medijev sploh, a ne, da ne govorimo, pač niso pač njihova izbira, v celoti se preseli na platforme, in kar je pa še pomembneje zdaj kot sam vir, spremeni se tudi njihova percepcija novic, a ne. Kaj sploh je novica in kaj pomeni pač biti informiran, a ne. Neka objava na Instagramu, ki v enem stavku pač poleg slike pove, a ne, opiše neko dogajanje doma ali po svetu, je za njih, a ne, popolnoma normalna. Ali pa mimi recimo, a ne, poročali so, da se prek mimov in drugih zabavnih vsebin, da so tudi seznanjeni, kaj se recimo dogaja z rasizmom v Ameriki itd. itd. Skratka, verjetno poleg prakse branja je tisto, kar se najbolj preoblikuje v tem spremenjenem medijskem okolju, samo informiranje, tako viri informiranja kot percepcija, ne, informiranja. In spet seveda podobno, kot je bilo prej rečeno, kot je moja predhodnica rekla, a ne, za branje. Kaj točno to pomeni in kakšne posledice bo to imelo, kakšne implikacije ima to, ta trenutek ne vemo, ne. Ne vem, recimo za demokracijo, za odločanje, kaj to pomeni, a ne, kaj te spremenjene navade informiranja in spremenjena percepcija informiranja, kaj to pomeni za bodoče volivke, volivce, za premislek pač o družbenih dogajanjih, a ne, za participacijo v javnih zadevah. Ta trenutek, a ne, še zelo težko ocenimo, kakšne bojo pač posledice tega premika. Je pa zelo verjetno, da so nepovratne, ne, v smislu, lahko da potem, da se z leti se seveda te prakse lahko spremenijo, ampak nepovratne v smislu, da si je zelo težko predstavljati zdaj povratek nazaj na klasične medije pač informiranja, ne. In to bo tudi en izziv tudi na tem področju. Priljubljena družbena omrežja, če pogledamo celoten vzorec, a ne, osnovna šola in srednja šola, tu je malenkost pač razlik med osnovno šolo in srednjo, ampak nič bistvenega, kot vidite, Snapchat je malenkost bolj priljubljen pri osnovnošolcih kot pri srednješolcih, Instagram je potem Snapchat zamenja za Instagram, tudi recimo študente, a ne, s katerimi imam veliko opravka in se veliko pogovarjamo o njihovih praksah, so praktično vsi na Instagramu, a ne, v mlajših letih je pač to bil Snapchat in pa TikTok in pa YouTube sta trenutno pri vrhu. Tudi po spolu, če pogledamo, po spolu je nekaj razlika, ne, ampak tu je celoten pač vzorec, smo tudi imeli, a ne, v celotnem vzorcu so dekleta prevladovala, ampak pri Instagramu in pa predvsem pri Pinterestu in pri TikToku je nekoliko več ženskih punc uporabnic in Discord je
nekoliko bolj nagnjeni v smer fantov. Preferenčni motivi, zakaj uporabljajo. Posamezna omrežja, tudi to nas je seveda zanimalo. Zdaj tu pri praksah, in pri motivih, je pomembno pač razumeti to, da so za njih to komunikacijska orodja, Skratka, tudi Instagram, ki je pač načeloma platforma za za objavljanje fotografij, sploh v osnovni šoli, pa tudi v srednji, recimo, vsaj na tem timelineu zelo redko pač objavljajo fotografije, Pač Instagram je za mlade glavni komunikacijski kanal za pošiljanje sporočil, seveda tudi prek storijev komunicirajo na ta način, da pač objavljajo, kaj se njim dogaja in spremljajo pač kaj delajo drugi, ampak v bistvu je zelo malo je tega, čemur je pa Instagram v bistvu primarno namenjen, Tudi tukaj recimo, ko pogledate prakse, osnovnošolcev, recimo kar skoraj 60% jih pravi, da nikoli ne objavlja, svojih fotografij, videov, čeprav so vsa primarna omrežja, so pa taka, ki so temu namenjena, Se pa pogovarjajo, klepetajo, pač poslušajo glasbo. Skratka, to, kar, mogoče starejši, kar počnemo prek SMS-a ali pa, ne vem, WhatsAppa in drugih aplikacij, v ta namen pač mlajši uporabljajo pač te platforme, In to je dosti pomemben podatek za razumevanje pač njihovih praks, potem vidite še nekatere druge stvari, Poslušanje glasbe, tu se malenkost med srednješolci pa osnovnošolci se seveda malenkost spremenijo razmerja, ampak ne radikalno, nekoliko več, srednješolci začnejo objavljati recimo fotografije nekajkrat letno, Ampak tudi srednješolci recimo ne počnejo tega zelo pogosto, Je pa to pač namenjeno poslušanju glasbe in njihovi medsebojni komunikaciji, ki je pač zelo intenzivna in ki poteka hkrati na večih platformah. Pogostost uporabe naprav v našem vzorcu, recimo v fokusnih skupinah, kjer je bil manjši vzorec, praktično nismo našli, ni bilo respondenta brez pametnega telefona, tudi pri zelo, še v 7. razredu, in hkrati spraševali smo jih po spominih, in potem mogoče je kdo poznal nekoga, ki pozna nekoga, ki nima telefona, ampak praktično tudi, kot vidite potem iz ankete, pametni telefon ima 99% pač tudi otrok, pri čemer se meja spreminja, Spraševali smo, kdaj so ga dobili, kakšna je bila priložnost, ko so ga dobili, in to se pač vedno bolj spreminja, Sami pravijo, recimo srednješolci pravijo, da če je bilo pri njih običajno, da je prišel mobitel v 5., 6. razredu, je zdaj to 2., 3., včasih pač 1. razred, Skratka, ta meja, kdaj dobijo pametni telefon, se premika naglo navzdol, v 5. letih se je pač premaknila, kar za 2, 3 leti. Televizija, v nasprotju z nekim takim popularnim prepričanjem, da ne igra več nobene vloge v medijski potrošnji mladih, je še vedno kar pomemben dejavnik, čeprav jo gledajo na drugačen način, ali pa vsaj občasno jo še vedno gledajo, seveda skoraj vsi imajo prenosni ali tablični računalnik, medtem ko pa recimo VR-očala in kar je še takih zadev, ki še niso tu cenovno dostopne, so pa dejansko izjemno redke. Kot rečeno uvodoma, zanimala nas je tudi regulacija v družini in v šoli, kaj je dovoljeno, kdaj naprave niso dovoljene. Največ prepovedi se v kontekstu družine nanaša na
obroke, ne, na kosilo, večerjo, takrat ima večina prepovedane mobitele in tudi, ne, vidite, da ko berejo, zelo pogosta je praksa v družinah, da recimo ne smejo imeti telefonov in recimo tablic v svojih sobah, ko grejo spat ponoči, ne, to je bilo zanimivo, kako se to ponavlja v zelo različnih krajih, v različnih kontekstih, ne, v fokusnih skupinah jih je kar veliko poročalo o tem, da imajo recimo neko škatlo v kuhinji, kamor morajo pač odložiti pred spanjem svoj mobitel, ne. Druge ni pa zelo, ne, ni pa zelo strogo pač regulirano. No, in zdaj, če grem v zadnjem delu na samo branje, ne, kot to pravim, v polimedijskem okolju. Polimediji so eden od izrazov za to zelo pač nasičeno medijsko okolje. Pri fokusnih skupinah smo en poseben sklop namenili branju, njihovemu odnosu do branja, pogostosti branja itd., ne. Kar zdaj ugotavljamo je, glede samega števila bralk in nebralcev, recimo pri fokusnih skupinah smo od 67 respondentk in respondentov, mislim, da imeli dve osebi, ne, ki pogosto bereta pač za lastni užitek, ne, ampak to sicer ni zaradi specifičnosti vzorca, ne, to ni nek reprezentativen podatek, niti ni dovolj dober, zelo težko, ne, sodimo pač o sami, ali se število bralk in bralcev res ne radikalno zmanjša, treba je pač reči, da tudi v preteklosti, ne, mogoče 20 let nazaj, število teh res v osnovni šoli, ne, teh, ki bi res veliko brali, vprašanje, če je bilo bistveno večje, ne, mogoče malenkost, ampak tukaj ni toliko sprememb, kot je pa zdaj pri samem odnosu do branja, ne, in pa naša ključna ugotovitev je ta, ne, da je branje kot praksa, sploh v tem modernem načinu, ne, o katerem smo tudi pri prejšnjem predavanju slišali, branje zahtevnih besedil, ne, je tiha, samotna praksa, ne, težko bereš recimo zahtevnejši roman, oziroma nemogoče ga je, ne, brati in zraven z drugo roko biti na telefonu, ne. In ta medijska nasičenost in prepletenost pač njihovega vsakdana, od jutra do večera, predvsem zdaj s platformami, ne, je v diametralnem nasprotju pač s samo prakso branja, ne. Platforme temeljijo, arhitektura platform temelji na tem, da se nenehno nekaj dogaja, ne. Na platformah je že v samo arhitekturo pač vstavljena predpostavka, ne, da moraš biti viden skozi svoje pač dejavnosti, bodisi skozi oglede pač storijev, bodisi skozi odzivanje na storije drugih. To je pač osnova, ne, temu, čemur rečemo platforma družbenosti, ne. Skozi moraš biti dejaven, skozi moraš biti na tekočem, ne. Storiji recimo, kot veste, so vidni pač 24 ur na Instagramu, ne, in recimo, če imaš 200-300 prijateljev, ne, od tega jih vsak dan 50 posname svoje storije, ne, ali pa objavi svoje storije, treba nenehno, je že v arhitekturi te platforme je vgrajena, ne, ta predpostavka v nenehnem, v imperativu nenehnega pač pregleda, scrollanja, da česa ne zamudiš, ne. In zdaj, ko skombiniramo z večimi, ne, platformami, katerih so, seveda nihče ne uporablja samo ene, ne, vsi so vsaj na 2, 3, nekaterih pač na 4, 5, ne, dobimo neko takšno, ne, pač zelo zahtevno
vzdrževanje te prisotnosti, časovno zelo zahtevno in tudi mentalno, ne, vzdrževanje te prisotnosti na družbenih omrežjih. Zato avtorji danes zelo veliko govorijo pač o konceptu več opravilnosti, multitaskinga, ki ga pač zelo razvijajo in empirično in teoretično, ne, in značilnost več opravilnosti kot take naraščajoče fragmentacije aktivnosti, ne, ker se naše aktivnosti popolnoma razbijajo na male fragmente, ne, izvajamo pa vedno več aktivnosti hkrati. Recimo, ko gledajo televizijo, so vedno zraven tudi na telefonu, ne, ampak ključna značilnost te več opravilnosti je, da ni hierarhije med temi tipi praks, ne, niti ni po prostorih, niti časovno, pač ne obstaja nobena hierarhija, ne, med vsemi temi stvarmi, ki jih delamo, kaj je več vredno, kaj je manj vredno, vse se v en preplete, ne, v en tak miks. In vse to seveda je več pravilnost in pa sama ta platformna družbenost je vgrajena, ne, kot je vgrajena že v samo arhitekturo teh omrežij, je v diametralnem nasprotju z samo prakso branja. V literaturi je tudi zelo veliko zdaj pač razprav, ali še sploh obstaja možnost digitalnega odklopa, ne, ali bodisi popolnega, bodisi nekih začasnih digitalnih prekinitev. Kot vemo, ne, digitalni odklop postal zdaj tudi neka taka marketinška strategija, ne, imate turistične destinacije, ki vam ponujajo vikend pakete z digitalnim odklopom, brez medijev, kjer ne smete imeti telefona itd., ne, ampak vprašanje je, kar je seveda lahko zanimivo za en vikend, ne, ampak vprašanje je, če že sama narava dela, ne, v sodobni družbi, in tudi narava zdaj šolanja, ne, dopušča, sploh v osnovi dopušča možnost pač digitalnega odklopa, ne. In pa tu je, kako ga oni pač dojemajo in reflektirajo pa seveda drugo, ne. Študentje se veliko pogovarjamo o tem, ne, vsi so pol ure ali pa 1 uro za kak sprehod pripravljeni pač pustiti doma telefon oziroma ga pač namenoma puščajo, ampak drugače je pa pač od jutranje budilke, ne, ki je na telefonu, pa prva stvar, ki jo pač primejo v roke, ne, pač zjutraj je pametni telefon in zadnja stvar, ki jo pač odložijo, ko grejo spat, je telefon, ne, pač telefon je tista stvar, ki jih pač spremlja pač cel dan, ne, razvili so cel kup pojasnil ali pa ne, racionalizacij, zakaj je tako, ne, zakaj je nujno, da ga imajo skozi zraven in seveda je pač veliko vprašanje, če je odklop v tem kontekstu in sploh možen, ne, do te mere. Poleg te, ne, same narave platform in prakse več opravilnosti, ki je pač dominantna praksa medijske rabe, ne, tudi pri delu, pri študiju, pri učenju prakticirajo več opravilnost, bodisi gledajo recimo filme v ozadju, bodisi imajo pač vklopljena, ne, obvestila, nenehno prihajajo pač obvestila o novih sporočilih itd. Smo iz teh fokusnih skupin ugotovili, da se je vsaj na tem našem vzorcu, ne, pač status, odnos do branja spremenil oziroma pač smo ga zaznali, recimo kakršnega tukaj vidite par primerov, kot rečeno, od 67 za lastno veselje precej bereta 2 osebi, a ne, druge branje ne veseli, razlogi so različni, nekateri pravijo, da je šola kriva, ne, da je šola tista, ki jim je branje pač na nek način zamerila, drugim preprosto pač ni zanimivo, si ne zapomnejo,
itd. Razlogi so zelo različni, ampak zaznati je nek tak odpor do branja. Še bolj pomembno je pa to, no, da se spremeni tudi, kako bi rekel, pač kulturna vrednost knjig, a ne, in pa prakse branja. Pač nimajo več, sploh v osnovni šoli, pa tudi v srednji, a ne, nimajo več te percepcije, da je branje, sploh zahtevnejše besedila, neka pač pomembnejša kulturna praksa ali pa da ima neki poseben status, ampak to preprosto enačijo z vsemi drugimi oblikami. Skratka, brati knjigo, brati zahteven roman ali pa scrollati po Instagramu je z vidika pač kulturne vrednosti za njih izenačeno v njihovi percepciji, ne. To je ta problematičen del, ne, kar objavili smo en članek, a ne, na to temo v družboslovnih razpravah, branje v poljemedijskem okolju, če koga zanima, kjer razpravljamo tudi o tem, a ne, mislimo, da je glavna razlika ta, da so recimo pred 20-30 leti nebralci vsaj prebrali, ne, kulturni pač status branja, danes je pa pač to se izgubi v tej popularni kulturi, ne. Kot smo slišali že prej, skozi založniško perspektivo, to se pokaže tudi, če pogledamo same prakse, spremeni tisti, ki berejo, a ne, in kar berejo, berejo to na druge načine, recimo, da berejo celo na telefonu, ne samo na tablici, knjigo se jim zdi pač popolnoma običajno. Pri e-knjigah kot glavno prednost prepoznajo dostopnost, da lahko vse dobiš zelo hitro, da ti je vse dostopno. Zanimivo je to, da recimo eni poslušajo ne samo o e-knjigah, o tehle zvočnicah v bistvu v naših fokusnih skupinah niso zelo veliko govorili, kar je zanimivo, a ne, tudi meni se zdi, da zvočne knjige pri nas še niso nekaj zelo pogostega. Gledajo pa recimo YouTube videe, kjer nekdo pač govori o knjigah ali obnavlja knjige, ne. O tem je bilo pa kar ne samo ta primer, ki ga gledate, ampak jih je bilo več, ne. In tudi to je za njih na neki način spoprijemanje z literaturo. Zelo redko, a ne, in to sta pač mislim, tisti dve, a ne, osamljeni v tem vzorcu, je pa branje pač za lastni užitek, branje kot neka izolacija ali pa celo pobeg, a ne, od drugih skrbi. Tu sta recimo dva primera iz fokusnih skupin, ampak to je res zelo omejeno in so taki primeri v manjšini, ne. Zdaj, podatke iz ankete o samem branju, a ne, še nismo zelo podrobno pač analizirali, je pa tudi, a ne, iz ankete z anketo podobne stvari preverjamo, se rezultati lahko precej razlikujejo in anketno raziskovanje ima tu svoje omejitve in o samem poglobljenem razumevanju pač praks branja na ta način dobimo več. Skratka, če sklenem, sodobno medijsko okolje je časovno zelo intenzivno, pač v tem smislu, a ne, da so predvsem mlajši, a ne, prisotni na številnih družbenih omrežjih in platformah hkrati. Terja pač neko nenehno pozornost, že skozi arhitekturo platform se vzbuja, ne, ta imperativ nenehne pač prisotnosti, stalne omreženosti, a ne, kot temu rečejo, in glavna praksa, ki se razvije za spoprijemanje s tem okoljem, je multitasking, a ne, je večja pravilnost in seveda, ko to enkrat postane glavna praksa, je to zelo težko
ločiti recimo pri učenju, pri družinskih interakcijah, a ne. To so stvari, ki v vse sfere pač življenja, tudi v šolo, prehajajo. In večja pravilnost, a ne, je kot taka, je po definiciji pač nezdružljiva z branjem, a ne, kot si ga pač predstavljamo v tej klasični obliki, sploh ko govorimo pač o branju zahtevnejših besedil, ne. Iz te naše raziskave težko sodimo, ali se je tudi delež bralcev, nebralcev, kako se spreminja, lahko pa, a ne, s kar precejšnjo gotovostjo govorimo o spremenjenem pogledu na branje, a ne, spremenjenih praksah branja, in na drugih področjih, kot je tudi, a ne, omenjeno pač informiranje, se dogajajo podobne stvari. In tudi tu ne vemo čisto natančno, ne, kaj to pomeni. Skratka, kakšne so implikacije tega, kako se bo to čez 10 let pokazalo, a bodisi na rezultatih, a ne, teh preverjanj, ki smo jih prej videli in ki jih izvajajo, bodisi spet čisto v onkraj teh preverjanj, a ne, širše. Ti programi spodbujanja branosti, po mojem, a ne, so zelo dobro razviti v Sloveniji in delujejo pač tam do sredine ali pa do 2/3 osnovne šole, a ne. Potem pa je ta, po mojem, moč, a ne, tega medijskega vsakdana mladih, je precej močnejša, a ne, in se mi zdi, da povozi, a ne, te prej ustaljene navade, tudi kar se tiče branja. Vprašanja, ki se tu odpirajo, so seveda vprašanja regulacije, a ne, kako regulirati pač že same platforme, kaj šele potem rabo. Cel kup je tu vprašanj in zares nimamo zelo veliko odgovorov za naprej. Pač spremljamo neko situacijo pač tukaj in zdaj, vidimo, kaj se dogaja, ti podatki tudi potem pri študentih je glede branja zelo podobno. Ti podatki vsi pač kažejo nakazujejo podobne trende. Kaj točno to pomeni in kakšne so implikacije tega, pa se bo šele pokazalo, po mojem. Toliko iz moje strani in mislim, da sem čisto točen, a ne, gospa Andreja? Ja, ste. Hvala vam za to predstavitev. Ali doživljate to, kar ste predstavili, vam je, kljub temu vas vprašam, čeprav ste povedali, da je zadeva kompleksna, do neke mere neregulirana in je težko predvidevati naprej, ampak vseeno vas vprašam, ali ste pesimistični v tem smislu. Meni se stvar, kot ste jo predstavili, vseeno zdi precej zaskrbljujoča, bolj zaskrbljujoča, kot sem pričakovala. Ja, to smo imeli eno zanimivo razpravo na socioloških dnevih, a ne, kjer je tudi iz te predstavitve en tak, a ne, pesimističen ton pač veje. In pol je bil, a ne, pač prvi komentar nekoga, a ne, ja, kot da smo mi vsi v osnovni šoli brali samo Dostojevskega, ne. Skratka, vprašanje je tu, kar se tudi jaz, a ne, sprašujem, ali je bilo prej zares, a ne, toliko drugače, ali so, ne vem, že takrat, ali večina ali pa vsaj veliko večji del bral klasike ali pa zahtevne romane in pri tem užival, ne. Ali je kdaj obstajalo tako obdobje, ne, to je ena stvar, ki se jo sprašujem, in če gledam pri sebi, a ne, vidim, da ni, a ne, da je to prišlo kasneje, a ne, in tudi moje veselje za branje recimo prav zahtevnejših knjig se razvije po srednji šoli, ne. To je ena stvar. Druga, ja, če pa gledam zdaj, a ne, pač študente pa svojega otroka, ne, pa stvar je zaskrbljujoča, ja, v smislu, a ne, kar mene skrbi, kar se meni zdi, a ne, najbolj pesimistično, je pač ta vprašanje nepovratnosti, a ne, nepovratnosti teh navad, izgube koncentracije, a ne. Dejstvo je, da to tudi verjetno vsi starejši, a ne, pri sebi opažamo, a ne, najbrž, a ne,
večino teh praks, ki sem jih tu omenil, ne, najbrž tudi številni med nami počnemo. Ne, v smislu, da smo preveč na telefonu, da kdaj multitaskamo, ko to ni, ali ni najbolj pametno, ali celo ni priporočljivo. In kar mene skrbi, je vprašanje, ali pač obstaja pot nazaj, glede na to, da je razvoj pač medijev gre samo še bolj v umetno inteligenco, v VR, še v več, še v hitrejše, še pospešujejo vse stvari, še več dražljajev bo, to je ta stvar, ki je tu mogoče pesimistična, Ja, to, ker kar se je tudi verjetno, meni da zdelo, ja. Ja, kar. Ja, no, kar se je meni zdelo, recimo, da pa je drugače, to bi se strinjala, da bralci verjetno, mogoče je vseeno bilo kaj več zainteresiranih bralcev, ker je bilo branje eno od oblik zabave tudi, recimo, vsaj branje stripov. Ampak kar se mi zdaj zdi drugače, je pa to, da to samotno tiho branje, ki zahteva napor, je nekaj tako zelo v nasprotju s tem, kar zahteva od nas družba in kar nam ponujajo družbeni mediji. In zato več verjetno branje niti ni vrednota, v času, ko smo mi odraščali, pa je najbrž bila. To je ena stvar in druga stvar, mi je pa nedoumljivo iskanje informacij na družbenih omrežjih, da ne vem, da ni dvoma v njihovo verodostojnost, recimo, to me preseneča. Ja, pa ne samo, da ni dvoma v verodostojnost, sploh tudi v to obliko, ne dvomijo. Njim se zdi, da, ne vem, saj so rekli, ja, saj vemo, v Ameriki je zdaj razprava o rasizmu, Black Lives Matter, bla, 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 njim se zdi, da če pač vidiš tweet, pač poznaš zadevo, ali pa mi tu, gibanje, pa imamo tam, pač, se ukvarjajo pač s tem pa z onim, tudi v samo formo, pa v samo poglobljenost, kaj šele verodostojnost, saj tudi vprašanje verodostojnosti, vprašanje, če je ključno, ker lahko imaš tudi vse resne ali pa globalne medije pač na Instagramu, ampak problem je v tem, da je to nek pač utrinek, da to ni niti začetek informacije, kaj šele poglobljeno informiranje. In tu pa se kaže, tudi že med študenti, tu pa so že zdaj res pač radikalne posledice, kar se tiče poznavanja zadev in doma in po svetu. Absolutno pač niso za stvarmi, ki so nam mogoče samoumevne in ki so res temeljne, niso niti seznanjene. Tudi popoznavanje popularne kulture, kaj šele zdaj klasike, recimo, ali pa zahtevnejših, že filmov, ki so starejši od 10 let, pa so, recimo, ne poznajo. Nimajo popularno-kulturnih referenc več, in je vedno težje se je pač pogovarjati. Jaz imam, recimo, predmet televizijske študije, kjer pa ne govorimo pač o filmih ali pa o serijah iz 60-ih, ampak 90-ta, 2000, skratka 15-20 let starih stvari, res prelomnih serij ali filmov, to za njih ni več referenca, ne poznanja. Skratka, pač svet se začne ob njihovem rojstvu ali pa pač 5 let, 10 let kasneje, in se tam konča. To je ta problem. Glede prvega, kar ste rekli, ja, zagotovo se spreminja pač ta status branja, odnos do branja, ali branje je vrednota, ali ima vse en malo višji kulturni status kot kakšna druga praksa. In tudi študentje vsaj toliko samo reflektirajo, da vejo, da je to problem, da recimo pravijo, da manj berejo, kot so v osnovni šoli, in da težko, da se sploh ne morejo pripraviti, da bi pač brali knjigo, da nimajo telefona zraven. Takoj, ko imajo pa zraven telefon, pa seveda pač skozi pač utripa. To sta sporočila so na vsako minuto, če imaš pač vklopljeno. Študentje vsaj to
reflektirajo, ampak tudi ne, nimajo neke predstave oziroma še ne vejo, ali bojo potem kdaj ne, začeli pač brati nazaj. A ne. Pa še ena stvar, no, ki je, kar je pa tudi moja ne, predhodnica načela, pač branje v PDF-ju ali pa branje na papirju. A ne, to pa tudi jaz mislim oziroma poznam, a ne, kar nekaj raziskav, ki je čist fiziološke, možganske spremembe, a ne, pač zaznavajo med tema dvema procesoma, ne, in študentje pač tudi sami zdaj večino stvari pač študirajo izključno prek PDF-jev, zelo malo stvari imajo na papirju. A ne, pravijo, da imajo s tem težave, vendar ta dostopnost, a ne to, da je pač vse recimo pri nekem predmetu na voljo v 40 fajlih, a ne, pač jim odtehta, a ne, ta trud, kar bi mogli, ali pa tudi strošek, a ne, kar bi mogli, da bi te stvari natisnili, nakopirali, študirali iz papirja, kaj šele, da bi si kupili recimo neko knjigo. To je sploh nepredstavljivo, ne, maksimalno, kar je, bi pač nekaj skopirali in pač študirajo iz PDF-jev, ne. To pa so po mojem res zelo pomembne razlike, no, kako ta material dojemamo, ne, tudi kako si ga potem zapomnimo, shranimo, kako imamo recimo organizirano, ne, o tem se veliko pogovarjamo pač pri predmetih, da je zelo pomembna tudi organizacija tega gradiva doma, v domači knjižnici, kakršnakoli že je, a ne, ker se veliko bolj stvari, če imaš študijsko literaturo recimo zloženo po neki logiki, kakršnokoli logiko že imaš, kot če imaš eno mapo, kjer je noter 2000 PDF-jev. Ja, čeprav si mislim, da tudi odrasli verjetno, če bi delali raziskavo, se sprašujem, če bi bili kaj dosti drugačni od mladih pri uporabi medijev in telefonov. Saj zato pa Mislim, da pravim, a ne, ja. da je zelo pesimistično, ampak ni pa bil moj namen, a ne, da bi izpadli moralizatorsko v smislu, a ne, starejši smo okej, mladi pa zdaj, a ne, drvijo v Ja, neki ja, upad. ne, Mislim, da imamo zelo se razumem, podobne navade, ne. ja. Mogoče kaj manj intenzivno, ne vem, a ne, če si ravno, ne vem, sodelavci v službi prek Instagrama, ne, chatov pač dopisujemo, ampak vse ostalo je pa dosti podobno, ne. In mislim, da imamo podobne, a ne. Mogoče edini, ki so zares ta trenutek, a ne, tudi po naših raziskavah iz tega novomedijskega sveta še malo izolirani, so res starejši, ne, tu pa govorim, ne vem, 60, 65 plus, a ne, ljudje, ki so se zdaj, ki sicer uporabljajo pač mobilni telefon, da nekoga pokličejo, ampak vsi Po ostali, moje a ne, celo so še starejši, 60, 65, po moje še kar uporabljajo. Jaz mislim, da ja, se to ne, pri 80 začne, bi rekla. ali Ja, pa celo 70, 80, ja. Drugi smo pa ja, na ja, podobnem, ne. ja, ja. Bilo je eno vprašanje, in sicer ga je zastavila gospa Alenka Kepic Mohar. Ali so se med mediji pojavljale tiskane revije za mlade, na primer Pil in Geja? Je vprašala. Ja, v anketi bi mogel pogledati, v fokusnih skupinah pa absolutno ne, ne. Tu na tem vzorcu prav tudi spraševali smo, ali imate doma še kaj naročeno, ali imate vi, a ne, mogoče so imeli v prvih letih pač, pa so pol odpovedali, ampak da bi prav v družini ni, a ne, več tiskanih stvari, kaj šele pri njih. Od klasičnih medijev je pač, kakor je od televizije, a ne, pač ostali kaki družinski ogledi in pa starši gledajo novice in potem povejo, in pa radio pač, če poslušajo ali v avtu skupaj ali pa če je doma kje v ozadju, ne. To je pač od tradicionalnih medijev, tiskanih medijev pa res to je tako zelo izolirano, ne, da je praktično neobstoječa.